za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Oddaja za lepše sožitje med nami. Dober večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V studiu pozdravljam našega rednega sogovornika. Že vrsto let, niti ne vem koliko let se srečujeva, ampak po 2 mesecih vas pa že pogrešam. Profesor dr. Jože Ramovš, pozdravljeni in dobrodošli. Dober večer. Dober večer. Vedno se srečujeva ob vsebinsko zelo močnih dnevih. Ne vem, ali imamo takšne dni, da jih z vsebino znamo zapolnjevati, ker je to nek ritem, utečen, ker ljudje radi dodajamo vsebino dnevom, kot rečemo, imamo zelo polno, usmišljeno življenje. In tako za nama znova nedelja, tudi državni praznik, spominski dan generala, pesnika Rudolfa Maistra, zaradi katerega imamo tudi začrtano severno mejo, Maribor z okolico, in pa za nami tudi močna nedelja Kristusa kralja vesoljstva, in pa vstopili smo tudi v teden Karitas in seveda referendum za življenje. Gospod Jože, čeprav je v spredju najnih pogovorov že vrsto let sožitje, kako vstopiti v dialog, kako se razumeti, čeprav smo na oddaljenih bregovih, pa je smisel vsega vendarle polnost življenja, dati življenje življenju. Oživljati, poživljati življenje. Vedno znova se je tega življenja oprijemal tudi Viktor Frankl, pa so mu ga jemali, pa je znova iskal, kje lahko še vidi iskrico upanja, da bo življenje zmagalo. Ja, kaj naj vam rečem, gospa Nataša, na ta lep uvod. Najprej sem pomislil na to, da najbrž imate vi dober čut za dneve, da najdete zmeraj, morda pa tudi mediji bolj paste na to, kot drugi ljudje pazimo, da je vedno vsak dan nečemu posvečen, pa teden, pa tako naprej, kar ste našteli. To, s čimer ste pa končali življenje, življenje, kakorkoli to pogledamo, življenje je to, kar imamo. Če ne bi bilo življenja, ne bi bilo nas. Če ne bi bilo življenja, saj na zemlji, ko vemo, da je življenje, ko ga živimo, potem se o tem ne bi pogovarjali. Tako da življenje je res, tako kot pravite, tista tla, na katerih stojimo, zrak, ki ga dihamo, in višina, v katero se ljudje in ves razvoj sveta, vesolja uspenja. Kot krščansko veren človek, pa na koncu koncev ne moremo ob tem drugega reči, kot da je definicija, ki jo dal Jezus kot učlovečeni Bog v naši veri, da je Bog življenje. Jaz sem pot, resnica in življenje. A je tako? Ali sem že mal star pa narobe, imam kaj v glavi slabo poravnano? A je to evangeljski stavek, da je sam sebe opredelil, s tem pa Boga, da je življenje? Pa še marsikje druge smo rad svetopismo. Da je prišel, da bi imeli življenje, da bi ga imeli v izobilju, to se pravi, da bi se razvijalo v polnosti. Tako da, lejte, o življenju lahko kramljava takole, kaj to pomeni, kaj je miselno, vsakdanje. Bistveno pa mislim, da je, če meni v mojih letih zaigra srce, to ste rekli, živim. Ni nujno, da živim. Vsak od nas, jaz to zase lahko rečem, vsak od nas ima vrsto naključij že po tistem, ko se je rodil, da bi ga več lahko ne bilo. Jaz imam kar nekaj takih.
recimo, to sva že kdaj rekla, tudi, čeprav je takole, ampak je le izkušnja, lejte, če hočem reči vam, ali pa tudi poslušalcem Radio Ognjišče, ko sva v javnosti, da ko pomislim na življenje, pa na svoje življenje, da mi srce zaigra, da ga imam rad, da rad živim, da sem vesel, lejte, potem moram imeti za to razloge. In sicer ne abstraktne filozofske razloge, te tudi, če sem izobražen, cel življenje študiram, moram imeti tudi razumske razloge, razumljivo, da jih moram imeti znanstvene, biološke, socialne, psihološke in še marsikakšne druge. To je jasno, pa o tem ne bova debatirala, ampak osebne, take, da se mi dotakne, da rad živim, da pravzaprav, da sem vesel, da mlad ne bom umrl, čeprav sem pri 3 letih pa 2 mesecih doživel nesrečo z vojnim materialom. Zato vojne, kaj ne rečem, ne maram, ne samo ne maram vojn, ampak v najboljšem pomenu sem pacifist cel življenje. Če ne bi bil zaradi tega, da so mi 3 bratrančki, jaz 3-leten, oni pa 4, 5, ta najstarejši 6, 2 bratca, od 3 sester smo bili, da so 3 umrli v tej nesreči, jaz pa za las preživel. Glede, če takrat ne bi pacifist ratal, bi ratal vsaj pri vojakih, ko sem leto pa pol življenja dal za to, da pa sem se veliko tudi dobrega naučil, ampak v osnovi so me le učili ubijati. Cel pouk pri vojakih je, čeprav danes rečemo, vojaščina je za fante zlata, vredna jih nekaj nauči, pa delati morajo. To je res, ampak to lahko naredi tudi vsak s prostovoljskim delom v domu za stare, ali pa kje drugje, da dela, recimo, namesto 1 leto vojaščine, 1 leto za skupnost. Skupnost ga pa hrani, pa dobro, morda lahko tudi to prostovoljsko, lahko to tudi za penzijo šteje, zakaj pa ne, in tako naprej, ampak da dela 1 leto takrat, ali pa vsaj pol leta za skupnost zastonj. Tako da, če drugje ne bi med vojaščino bil ratov sovražnik, to besedo težko gre meni z ust, ampak to pa pomeni ne maram vojne, ne samo bojim se je, ne samo, kako bi rekel, cel življenje delam za dialog, tako kot tudi te najne oddaje tukaj, da pa verjamem, pa vsa antropologija, ki jo sem se je naučil pri Trstenjaku, pri Franklu, pa pri drugih, recimo, tudi pri Ringlu, največjem suicidologu, psihiatru dunajskem. Pri Lukasovi. Lukasova pa je še živa, Lukasova je pa mečkim starejša od mene, ene 3-4 leta, pa je še živa, lepo uživa starost. Je pa zdajle v Turčiji, ki je bil svetovni kongres, da so tudi Rusi lahko prišli na svetovni kongres, ker logoterapija, smisel, duhovna razsežnost, jo zdajle pravzaprav zadnjih 20 let, to pa je Lukasova ima zaslugo, tudi Frankl še, se najbolj razvija, veste kje? Ne vem, če te verjeli, ne, v Rusiji, v Moskvi. Tam je na desetine profesorjev na univerzi, ki pravzaprav vidijo, da ta smer, smisel, duhovna dimenzija, kljubovalna moč duha v trpljenju tudi, pa kljubovalna moč duha v sreči, v udobju, v blagini. V Evropi doživljamo blaginjo kot nikoli do zdaj, pa imamo največji porast, pa največje število psihosocialnih motenj, duševnih in socialnih motenj, od kjerkoli nam naraščajo. To pa pomeni, da ne znamo izkoristiti blaginje za razvoj ne posameznika, ne skupnosti, ampak to zlorabljamo, to veliko svobodo in velike možnosti,
otročje zlorabljamo. Lejte, logoterapijo na tem dela, mi imamo en semester, kako kljubovati klasično Franklovo. Frankl je rekel patodicejo, se pravi kljubovalna moč duha v trpljenju. To pa je z eno besedo, da tudi v trpljenju, v stiskah, v pomankanju, tiste, ki so zaradi višje silje, da jih ne morem ne sam, ne noben drug človek rešiti, da tudi tam človeško rastemo, da zorimo, zlasti to velja za starost, za moja leta. To je klasična logoterapija. Lukasova, ki ste omenili, je pa delala neko Frankl, ni bila v taborišču, ampak je cel življenje delala kot klinična psihologinja, psihoterapeutka v Münchnu, v največji blagini. Pa je videla patologija, depresivnost, agresivnost in vse drugo, osamljenost. In vsa druga patologija je v obilju Münchna enaka, kot je v pomankanju Franklovem gospodarske krize, ko so ljudje množično samomore delali. Frankl je pravzaprav vse svoje spoznanja iz enega ciničnega, Frankl je dal cinizem nihilizma sam skozi, pa ne v taborišču so drugi krivi bili, nacizem, svojo evtanazijo, medtem ko kot študent, dijak je pa bil tako kot tedanji čas prepričan o nesmislu, nihilizmu življenja, da življenje ni drugega kot nagon po užitku pa po veljavi. To sta njegovi začetni. Freudova pa Adlerjeva in je bil med vodilni pri njih. V gospodarski krizi pa pri delu z ljudi, ki so samomor poskušali, stotinami takih, pa so preživeli, je pošteno delal s temi ljudmi, pa v gospodarski krizi 29, 30, 31 leta, tako še kot Adlerjanc, socialni psiholog, uveljavlja v družbi dobiti svoje mesto, da nimam kompleksa manj vrednosti, da nisem zlomljen v družbi. Je pa prihajal do drugačnih sklepov. Je pa videl, da ljudi gor drži, da smo ljudje tudi, ko zdržimo hude stvari. In gledajte, to je njegov dodatek. On nikoli ni rekel, da je velik izumitelj nove psihoterapije ali karkoli, ampak je vedno govoril, midva sva bila prijatelja. Velikrat sem bil pri njem, pa mi je knjigo dal spominsko, pa sva gledala, kdo si vse podpisal med prvimi po vojni, ki je rekel, da naj se opišem. Glejte, on je vedno zase rekel, da dopolnjuje znanja Freuda, Adlerja in vseh drugih, ker narava, nagon, izpolni in uveljavljanje so važne stvari, niso pa edine. Tako kot trpljenje ni edino, samo ker pa se mu ne more nihče izogniti od rojstva do smrti, če drugo ne mater bolelo, ko ga je rodila. Če čist nič drugega ne bilo. Tudi kdor je na porodu umrl, je trpel. Mati in on se sta bila eno, 9 mesecev. Mati Milakovič, ki je prenatalno psihologijo pred 40 leti v Sarajevu širil, ateist in tako naprej, drugače, ampak vendar je videl, je napisal knjigo Kad su majka i dijete bili jedno. 9 mesecev so bili eni, to pa pomeni, če mati trpi na porodu, tudi dojenček trpi in je hud šok. Tako da, gledajte, ta zadeva, Frankl je bil eden največjih borcev proti trpljenju, ampak realističen. Človek je tudi trpeče bitje. Evropska kultura je to v 20. stoletju, v dobju zlasti druge polovice, pozabila, ni pozabila, ampak v 19. pa v začetku 20. so prevladale zmotne ideje o človeku, o nadčloveku, da je človek Bog, da je nadčlovek, übermensch, letem kuk gorja, o brezrazredni družbi, pot do nje pa revolucija.
Lejte, to so velike zmote ali pa fašistična zmota. Korporativna, idealna, tradicionalna skupnost. Idealna skupnost, korporativizem. Lejte, kakšna zmota. Gonar si pa ne Goljo otoki, to je bil komunistična zalast, ampak kaj je rab. Rab za naše ljudi. To sta dobri nameni, hudič se pa zlomi. To je to let in Frankl to skozdal, ko ga rečete, pa je reševal cel življenje. 92 let star je umrl. Čeprav je na sredi življenja vagal 40 kil, ko je taborišča bil, pa tifus imel pa tako. Lejte, Lukasova pa nikoli ni bila v taborišču, ampak je videla, ko udobja pametno ne obvladamo, ampak imamo ozko gledanje na človeka. Kakršnokoli ozko, čisto vseeno. Lahko je to ozko desničarsko, lahko je to ozko katoliško, katoliško je široko, vesoljno, a ne? Pri tem smo pa lahko tako ozki, da soseda pohodimo. Ali pa drugega, s katerim spimo. In tako leti, tako da ni nekdor reče, Italijani imajo dober vic, a ne? Ko se hvalijo, io sono cattolico, catoličan sem, sono cattolico. Pa ga vpraša, to je tak štos talijanski, a ne? Pa ga vprašaš, ja, pa tudi k maš hodiš, na to pa govori, ma fanatico non sono, a ne? Nisem pa fanatika, ne? Sem tako za, kadar je treba, nekdor reče gospod, ampak kdor se veseli Boga, življenja. Jaz mislim tako, gledajte, tako da vaš izziv, da kaj je življenje, kako na njem, me izzove, da kar takole malo, kot star človek začnem kramljati, kot da smo mi dva pri kavi, pa nisva, tako da gospa Nataša, vi kaj bolj pametnega recite naprej, da ne bom jaz kramljal o tem, če v mojih letih je pametno kramljati, zato ker sam v sebi in v očeh drugega iščeš razloge veselja in poguma do smrti. To če je hudo, jaz sem astmatik in vem, kako je, ko ne moreš dihati. In ko spet fajn zadihaš po tistem, tudi nocoj po noči sem 1 uro, sem težko dihal. Pa ko sem potem med drugo in tretjo, pa ko fajn zadihaš spet, pa tudi morda zadremlješ nazaj, pa smiš, ja, to je od teh letje. In ste rekli, smo imeli referendum, pa mi je vprašala, zelo lepo, si vesel, da je referendum, ko veš, da sem pred referendum so me v razne intervjuje po televizijah in tako naprej, in je jasno, da sem kot Trstenjakov učenc, Franklov učenc, Lukasove, Ringlov, smo zapravim, o koroški duši, jaz ne, one dva, Trstenjak pa Ringl, sta knjigo napisala v podporo koroških Slovencev proti Hajderjevim svobodnjakom pred 40 leti, ne. Mene sta pa, da sem predgovor napisal, tako da sem zelo vesel. Leti, če sem s takimi ljudmi sodeloval, pa z drugimi velikimi ljudmi, ki jih ceno se od njih učil, Moreno, Buber za dialog, Moreno skupina, družina skupina, lejte, tukaj se vse začne in kriza Evrope je kriza skupine, kriza družine, ne kriza skupnosti, ne kriza posameznika, ampak kriza 2, 3, 4 ljudi, ker tukaj človek doma, v skupini. Skupnost je odsev, skupnost narodna ali pa krajevna ali pa delovna je odsev kakovosti skupin. Podjetje s 500 zaposlenimi je odsev delovnih skupin po 2, 3, 4, 5. Če so dobre delovne skupine, dobro podjetje. Če se pa ne morajo 2, 3, ki skup delajo ali pa so kolegi, in slabo. Če škriplje v delovnih skupinah, škriplje v podjetju. Če škriplje v družinah, škriplje v kulturi. V družine pa škripljajo, obupno škripljajo
v prehodu v celi evropski kulturi in zato ta evropska kultura dela, pri nas smo rekli, tako kot svinja z mehom, z družino, s spolom in z življenjem. Evropska kultura, ne Slovenija samo, slovenska civilna gibanja, so posod, pa vlada. Vlade se menjajo, ene so, kako bi rekel, bolj zaletave, ene so bolj modre, ampak na koncu koncev vlade se menjajo, če ni diktature. Civilna gibanja so tudi posod, zelo desna, zelo leva in srednja, ampak ena modrost, ki pa povezuje celo kulturo, je pa to, da skupine, družine, skupine pa temeljne etične vrednote, ki so vse kulture do zdaj gor držale. Te držijo gor, ne lejte. In danes, po letu 90, so tudi Združeni narodi imeli projekt, kaj je v vseh kulturah, verovanih in neverovanih, skupno jedro, etično. Tisto, ki je sveto, če že hočete, če rečem to besedo, ki je zdaj malo sporna. Beseda sveto je sporna zdaj, ker je svetost življenja, pa ni sporna. Ta beseda je splošna. Pri nas so ustavo sestavljali neverni ljudje. So bili glavni, tudi verni, pa glavni so, ne bom imen, neč rekel, lejte, so bili neverni, pa so se zelo trudili in preambulo v slovensko ustavo ob osamosvajanju, v luči osamosvojitve, so naredili preambulo, uvodni stavek, da vsa zakonodaja, ustava, slovenska temeljni zakon, temelji na svetosti življenja. A drži? Človeško življenje je nedotakljivo, tako je zapisano med drugim. Zdaj, preambule ni več. Zakaj pa nimamo preambule v ustavi, če so jo, če hočete, ateistični hoteli imeti? Zato, ker je z levice so bili proti ob osamosvajanju, takrat Slovenija skupaj držala, levica, sredina in desnica, in skrajne levice so bili proti, pa naši. Veste, to me boli, Ampak s kakšnim 30 let. argumentom? Ja. Naši vodilni teološki cerkveni možje so takrat imeli največ veljave. Ti so bili proti in če oni ne bili proti, bi mi imeli v ustavi, da vse temelji na svetosti življenja in ne bi imeli v tem primeru sigurno tudi onega amandmaja, ki je 55. člen, meni se zdi, da zdaj, a ne, ki ga interpretirajo zagovorniki splava in nasprotniki splava kot ustavno uzakonjeno pravico, temeljno človečansko pravico do splava. Ne svoboščino, drobno, ki pride pa gre, ampak temeljno ustavno. Glejte, to nimajo ustave na svetu, skoraj nobena, razen me. To je bumerang, če že hočete. Jaz to malo, boste morda me popravili, Nataša, ampak jaz to dojemam, že takrat sem to dojemal, kot božji opomin naši lastni, naši katoliški nadutosti, da smo hoteli imeti, da svetost ni Bog, ki bo vse v vsem na koncu, je stvarnik vsega in po božji podobi vsak človek po naši veri, a lejte, to pa pomeni, da je svetost življenja, če je Bog življenje, temeljna človeška antropološka kategorija, in je vsaki veri, pa neverni po svoje doživljajo. In če neveren, ki ustavo piše to, da v ustavo, pa da mu moji znanci, prijatelji, veljaki v moji katoliški veri temu nasprotujejo, kar so, in zato ni prišlo v ustavo, lejte, potem pa dobimo seveda v druge skrajnosti amandma, 55. člen, takrat pa seveda smo zelo proti. Ampak
lahko pa to interpretiramo tako, kot so Izraelci svoje babilonsko suženstvo. Bog nas opominja, fantje, ne ga lomiti. Zdajle pa imamo drug opomin. Imamo pa opomin, ko nas pa, če v parlamentu kdo reče svetost življenja, lejte ga naženejo ven, pejte v cerkev, to pa ni civilna zadeva, to pa ni, ampak še, ko sem jaz bil v srednjih letih, so neverni, ampak globoko misleči, pošteni ljudje, kar se tega tiče, so hoteli dati to v ustavo, so pa ven vrgli. Jaz sem slišal od teh ljudi samih, ja, lejte, zdaj pa, ko bo pa abortus, pa eutanazija, takrat se pa sami borite. Vas 20-30% aktivnih kaličev, borite se, pa v te zmeraj v manjšini. Zdajle, zato jaz pojmujem, zdajle to ne kot mi je vprašala kolegica, a se vesel. Pa sem rekel, ne, zadihal sem mirno kot po astmatičnem napadu. Zadihal, naloge so pa iste. Lejte, naloge so pa iste kot za celo Evropo, ne za Slovenijo, kot če bi zakon obveljal. V tem primeru bi mi imeli zelo drastičen zakon, tako kot ga ima Kanada, pa to pa pomeni drseč teren, zlasti Bogu zdravništvo, ki bi to dobilo na grbo. Bogu, lejte, tako je zmahano naše zdravništvo, tako jih je malo, jih imamo v primerjavi z drugim. Mediji jih dol devljajo, uradno politika z ene strani koruptivno služijo na zdravstvu ogromno, na velikih in tako naprej, z druge strani pa zdravniki, ki pa delajo, pa sešte. Z tretje strani pa vse. Sem slišal prav tako, gledajte, čist sveže, po referendumu, zdaj že. Od nevažno ali moški ali ženska, ampak v srednji zdravstveni šoli 4. letnik. In si pohvalil me ali pa pohvalila naključno, ni bilo v tem pogovor. V našem razredu srednje zdravstvene šole, ko so stari plus minus 18 let, ta, ki je govorila ali govoril meni, je pred par meseci bil star, sem edini, ki sem proti zakonu o pomoči pri samomoru, edini, in sem tudi prvič v življenju bila na volitvah in glasovala proti. Čist cel razred medicinskih sester bodočih je za. To pa pomeni, gledajte, podobno kot je v Nemčiji, ki je bila reklama za pobijanje Judov, ki je bila reklama za pobijanje, za eutanazijo Goebbelsova, za pobijanje njihovih duševno prizadetih, so bili tudi vsi za, pa ne samo srednje medicinske sestre, pa študente, pa študentke, ampak tudi najbolj nadarjeni pa sposobni zdravniki. Mengele je gotovo bil med najbolj nadarjenimi raziskovalnimi zdravniki in je tudi s poskusi na Judih v Auschwitzu ogromno zdravstvenih spoznanj na zločinski način dobovite, to je vrag. Frankel je rekel, kolektivna zmota, ne hudobija. Hudobija ne naredi veliko hudega, ker je ni veliko. Zmote, kolektivne zmote v kulturah. Mi smo jih dozdali skozi zmot v 20. stoletju evropska kultura, v 21. stoletju jih je malo manj, ampak nadaljujemo. Gotovo je ena od njih nespoštovanja življenja kot nečesa svetega, nedotakljivega, neodtujljivega in pomoč pri tem, da se ljudje samomor delajo, pa končno, če pomisliva, gospa Nataša, zdaj gledajte, dan po referendumu. Kdo pa komu brani samomor narediti? V Sloveniji smo pri vrhu samomorilnosti na svetu, okrog 400 ljudi naredi uspešno samomor v Sloveniji, ene 10 toga pa poskusi
pa ga ne naredi. A kdo koga kaznuje? Tistih, ki umrl tako in tako, ne, a drži. Kaznovani so njihovi svojci, imajo stigmo. Kdor je delal cel življenje z ljudmi v stiski, kot jaz delam 50 let, ve, kakšna stiska svojcev je na pogrebu, ko jim sin naredi samomor. Sem govoril. Na grobu fanta, ki je naredil samomor, star okrog 20 let. Sem starše gledal, brate. To je gorje za njih, glejte, to je trpljenje. In če človek dela, kot je Frankl, za zmanjševanje trpljenja, potem dela na zmanjševanju ne samo telesnega trpljenja. To zdaj medicina, farmacija odkriva zadnje leta, desetletje, protibolečinska, pa še boljša bodo. A ne? Tako da dejansko jaz mislim, da je blizu čas, ko res v hudi bolezni neozdravljivi nobenega ne bo treba, da ga v karkoli bolelo. Hujše bolečine so pa te duševne, socialne in glavnino evtanazije pa samomora, asistiranega ali kakršnega koli samostojnega, tihega, kot ga ima večina držav, Švica že dolgo, Avstrija in tako naprej. Glejte, glavnina je zaradi duševnega in socialnega trpljenja. Tega pa je Frankl, tega Lukasova, tega logoterapeuti in drugi skušamo razvijati metode, tako kot farmacija, dobre protibolečinske tablete ali karkoli že. To je to. Če se pogovarjamo, kdo razmišlja, da mu ni več živeti, so tu duševne stiske. Nobeden ni kaznoval nobenega samomorilca, ki je uspel, ker ga ne more, ker je mrtev, in so kaznovani bližnji, in nobeden, po moje, še nikoli nisem slišal, pa sem dosti star, skoraj 80 let, ne, da je kdo kaznovan bil sodno na temelju zakona, ker je poskusil samomor. Od teh 4000, ki poskusi samomor, lejte, ampak imamo psihiatrijo, suicidologijo, ki se matrajo. Ringel je bil največji med njimi, Trstenjak je bil med njimi, Frankl je bil med njimi, ki se cel življenje z vrhunsko izobrazbo matrajo, kako pomagati ljudem po poskusu samomora v obupu. Isti zdravniki so pa obsojeni, noben jih ne vpraša, vedno se pa seveda najdejo tudi, kot sem rekel, in med sestrami in med zdravniki, ne samo v nacizmu, Mengele in drugi, vedno se pa najdejo, ki se enako motijo, pa iz kjerikoli, to je tudi pri nas zdaj in to bo vedno. Samo hudo pa je, ko recimo jih je par, recimo zdravnikov ali karkoli, ki v isto kolektivno zmoto rinejo proti tej skupni paradigmi vseh kultur. Lajšaj trpljenje, bori se proti trpljenju, duševnemu, telesnemu, socialnemu, ne pa ubijaj. Ne sodeluj pri ubijanju, ne ubijaj. Ne smrtno kaznijo, ne z evtanazijo, ne z nobeno stvarjo, ne ubijaj. To je temeljno. Ni čist temeljno. Veste, kaj je po moje najbolj temeljno? Najbolj temeljno je ne laži. To je prva norma. Če se te držiš, potem nobene ne zgrešiš. Druga, ne laži. To se pravi, dvomi v svoje trditve, pa v svoje prepričanja. Išči v dialogu znanje, druge ljudi, poštene, tiste, ki uspevajo. Ali imaš prav, ali nimaš prav. Prvo je ne laži, sebi, ne drugim. Naslednje je ne kradi. Kdor laži, tudi krade, so rekli pri nas, ko sem bil majhen, drži. Kdor pa krade, pa nakrade veliko, pa zlorablja vse drugo. Druge ljudi, zagrabljenje imetja, ta neomejena pohleb po umetju, po denarju v naši kulturi, ki je imeti neomejen, uzakonjen neomejen pohleb, tržni, To je tisto, kar vodi.
To je tisto, kar vodi. Tako da tukaj, ko govorimo o življenju, glede, malo preveč mi je to razvnelo najbrž, a ne, da toliko govorimo o življenju, ampak tukaj moramo iti k temeljem, da se bomo veselili, da smo živi, da nas zdravijo, da so mene ozdravili, ko sem bil star dobrih 20 let, pa sem imel bolezen, pa so mi pol pljuča odrezali, pa so me ozdravili, ja, ljubi Boga, ne, imam malo astmo, pa tako naprej, me spremljam, ampak ne tako, da ne bi mogel na Triglav prideti po tistem velikat, pa teči mali maraton pa vse sorte. Glejte, zdravjo, to je kljubovalna moč duha, to je po moje, ali se motim, kaj pravite, Nataša? Z mojega vidika, hvala za to razmišljanje in vaše misli. In gospod Jože Ramovš, ste odgovorili na pol, se mi zdi, tudi na tisto drugo izhodišče najinega nocojšnjega razmišljanja, kako v advent. Pred nami je prva adventna nedelja, vstopamo torej v lepo obdobje pričakovanja. Ali se začne tudi ta misel ob adventu prav s tem? Ne laži. Vedno v dialogu z drugim iščem ali preoprašujem svojo resnico. Kako vstopiti v advent? Advent, že beseda, pa tudi, kako bi rekel, kot versko, kot krščansko obdobje, priprave, začetka novega cerkvenega leta, te 4 tedne, to je december, veseli december, ima Evropa, advent se tukaj imenuje veseli december, je 4 tedne do Božiča, potem do civilnega novega leta in tako dalje. To je, po besedah je to prihod, pričakovanje, je pravzaprav čas, v katerem gojimo upanje. To pa je tema, ki je za moja leta. Veste, že prej sem rekel, v mojih letih, če vzamemo razvojne psihologe, klasika Eriksona, je edina zmožnost, ki jo še lahko razvijam, je integracija, je bi rekel Erikson. Se pravi, povezati, integrirati, povezati vse znanje, vse izkušnje, dobre, slabe, vse, kar sem naredil, vse, kar sem zdržal, vse, kar znam, vse, kar sem doživel, vse, kar se je zgodilo z mano, pa celo dogajanje sveta, povezati v celoto, in to je integracija, po Eriksonovo, psihološko. To je sposobnost, ki je človek na starost dela. Tako kot v prvem letu shodi, pa začne se govora. To je klasika razvojne psihologije. Glede, in zraven tega, te integracije starostne, po slovensko se temu reče zorenje, starostno zorenje. K temu zorenju spada nujno zraven zaupanje. Zaupanje v mlajše, zaupanje v razvoj, da bo za menoj po smrti, da bo šel svet naprej še boljše, kot je šel za časa, ko sem jaz živel, pa živim teh 80 let, kar živim. Glejte, da bo zaupanje. Advent je zaupanje, advent je moje obdobje. Ne bom rekel post, pa Božič, pa Velika noč, vstajenje tudi, ampak tisto so posledice. Če v adventu zberem dovolj veselja, radosti nad življenjem, nad razvojem, to pa pomeni z drugimi besedami dovolj zaupanja, upanja in zaupanja, da se mi bo malo smejalo, tudi malo smejalo, če že hočete, ob neumnostih, ob zmotah. Zmote, kadar so zelo velike, kot je recimo razbijanje družine, spolne različnosti ljudi in tako naprej, pa to so, kako bi rekel, take zmote, take neumnosti, da jih lahko pravzaprav se ob njih, Frankl bi rekel, nasmejiš, ker pri največji tragiki je zdravilo humor. Ne jok, ne filozofiranje, ampak nasmeh. Moja pokojna mati, to sem gotovo že rekel kdaj, je rekla pri takih stvareh, kadar je bilo to,
je z roko zamahala pa rekla, naj bo Bogu potoženo, pa se je nasmejala, pa gremo dalje. Pa je bila globoko verna, pobožna do smrti. 95. leta, imam to veliko dediščino od matere. Naj bo Bogu potoženo, jaz tega ne morem rešiti. Jaz ne bom obrnil evropske kulture. Iz te zmote. Generacijo bo trajalo. In to, kar smo poslušali sinoč, pa zdaj zjutraj v poročilih, ko sem se z avto peljal sem k vam, je nadaljevali bomo, zakon bomo še bolj zboljšali, pa je bil že zdaj ideal zelo dober, pa ga bomo še zboljšali v eutanaziji in ko bo spet prva prilika, ga bomo spet civilno vložili. In tih so predlagatelji bili, sem snoč zelo malo televizij gledam. Enkrat na mesec je ne vidim iz obraza v obraz televizijo. Snoč sem pa gledal to in ko sem poslušal pa gledal te, ki so tako zavzeti za to, ti so zelo prepričani, da bomo zelo hitro, v enem letu gotovo, ampak zelo hitro imeli ponovno ta zakon. Oni zelo zaupajo. Njihov advent v narekovaju je zaupanje, da bo uzakonjena pravica do samomora vsakmu. Pa sej, kot sem rekel, vsak ima uzakonjeno in tudi, če se mu ne posreči, ga nobeden ne kaznuje, ampak mu pomaga, da te pravice ne bi še enkrat izkoristil s terapijo, kakor najbolj lahko, da ne za. Tako da jaz ne vidim, v čem. Z druge strani pa je tudi, gledajte, jaz delal, lani je bilo 50 let z zasvojenostmi, z alkoholiki, narkomani in vse mogoče drugimi zasvojenostmi. Vsak do zadnjega, kar sem jih srečal, pa je v Sloveniji pravijo statistično, to se pravi raziskave, ki so jih delali natančne za Kebrov zakon, je 10%, 200,000 ljudi zasvojenih z alkoholom samo. 10% prebivalstva, tako ni razširjena nobena bolezen, ne sladkorna, ne nobena druga, kot ta, pa je bolezen, definirana kot bolezen, že davno pri WHO-ju. Ampak cel življenje, 50 let je bilo lani na tem delam, jaz če nisem menga srečal, pa sem jih tisoče in tisoče alkoholikov in še več njihovih svojcev, govoril z njimi, srečal v terapevtskih skupinah, jih imel tako, nobenega, ki bi ga kdo na silo porinil v to, na silo, da je postal zasvojen. Nobenega ni, nobeden na silo, nobeden mu ni na silo. Vsak, ki mamila uživa, mamila drago plačuje. A drži, vsak gram heroina ali karkoli že mora plačati. Zato tudi kradejo, pa prostituirajo, pa tako naprej, mladi ljudje. Zato, da imajo, lejte, to pa pomeni ne samo, da je svobodno gre vsakdo v alkoholizem, v narkomanijo, vsako zasvojenost, ampak še plačuje, stane ga. A drži, da je. To pa pomeni, svoboda je otročja, otroška, nerazvita, če pa to svobodo za svojo škodo, pa za škodo drugih v odraslosti izkoriščam, je pa to tudi svoboda. Seveda je svoboda. Če nima Dostojevski to dosti dobro razčistil, v zločinu in kazni v bratih Karamazovih, če ni svobode za slabo, je tudi za dobro ni, vendar pa vztrajati pri svobodi za slabo, za neumno, za tisto, kar škodi enemu pa mnogim, lejte, to je otročje, to je neumno. To je otroška svoboda, ki jo v odraslosti, samo da ko odrasli imamo nezrelo svobodo, jo z vso pametjo opravičujemo. Nisem še srečal zasvojenca, ki ne bi z vso pametjo opravičeval, da je zakaj in kako je, da je bilo to tako, kot je bilo, a ne? Pa tudi ob zasvojenostih upravičujemo svoje zamere, upravičujemo svoje slabe misli v drugih. Vse, kar naredimo takega, da nam škodi,
opravičujemo. To pa pomeni, kaj, če pa zdaj rečeva, z enim stavkom, zlorabljamo svoj razum zato, da opravičujemo slabo. Nesmiselno, bi Frankl rekel. To razum je naše orodje. Orodje razvoja, rasti posameznika in skupnosti. Vse so opravičevali v nacizmu, v fašizmu, komunizmu so suvereno opravičevali vse. In je bilo prepričljivo, škodilo pa je. Kako ven iz tega vrtinca? Vem, da z enim stavkom ne bomo rešili vsega, še najmanj pa svojih zmotnih prepričanj s tem uvrgli. Vem, da je to zelo težko in delo večletno. Potrpeti. Svet se razvija. Glejte, ni neumnosti, ki je v zgodovini ne bi bila modna. Vojn vseh. 30-letna vojna v Evropi je bila huda zadeva. Med protestantski in katoličani. Huda zadeva je bila. Še kuga zraven, pa še Turki zraven malo za ta naš del, in je bilo gorja. Ampak takrat očitno so ljudje imeli to psihosocialno zdržnost veliko, to je čas baroka, teh cerkvic vsega pa Roman, so zdržali in tako, se pravi, kadar ne gre dobro, Frankl je bil v taborišču, je treba reči, zdržimo. Naredimo vse, kar se da se zdržimo. Lahko se pa strmam, otrok se s svojo svobodo, če ni po njegovo, 3-4 leten kaj naredi? Strma se pa se ob tla vrže, drži. Ampak to je otroško. Joj, koliko otroškosti je še. Lejte, če pa jaz pri 80 letih se trmam, ko je nekaj ne po mojih željah, zakon ni bil po mojih željah, ne po mojih prepričanju o samomoru, pa pomoči pri samomoru. Tudi zakon o legalizaciji drog ni po mojem znanju. Lejte, vse povsod je jasno, kjerkoli, saj statistika, danes je statistika zelo dobra, kadar je to uzakonjeno, takrat se uporaba drog, recimo v tem primeru mehkih drog, zelo poveča, raste gor. In statistika je tudi zelo jasna, to pa imajo zdravniki, ki pa ne slišimo radi o njih. Po 50. letu, kdor uživa hašiš, ali pa v kjerikoli obliki te snovi, so psihoze, skizofrenija 6-krat bolj pogosta. Tako kot je pri kajenju veliko bolj, ne vem koliki količnik, veliko bolj pogost rak na pljučih za kadilce kot nekadilce, tisti, ki so kadili skozi življenje, še bolj jasna je statistika, da je pri uporabi teh mehkih, blagih drog, ki jih tako propagirajo, kako in so mogli tako zdaj zakon proti stroki, proti zdravništvu in proti vseh so ga sprejeli. Lih tako, samo to je ob evtanaziji šlo. Lejte, meni je zelo jasno, da bo čim več ljudi mladih ali pa v srednjih letih jemlje droge, tem več bo po 50., 60. letu imelo težke duševne motnje. Vključno s skizofrenijo, pa s psihozo. Ta statistika ne laži, je enoumna. Razumete, to je evidence-based, to je evidentno, znanstveno. In vse to povoziti zaradi prepričanja, da je legalizirane droge, da je to stvar napredka in časa. Jaz sem imel kolegice, kolege na fakulteti, profesorje, hašišarje, ki so bili v to prepričani pred 40 leti. Zdaj pa imamo uzakonjeno in zelo možno bo, da bomo imeli to, kar napovedujejo, snoć sem poslušal, da bomo imeli ne čez pol leta, ampak čez 2 leti, 3 leta zakon o evtanaziji. Cela Evropa morda bo dala to skozi, upajmo, da bo preživela. Trstenjak, moj učitelj, je rekel, evropska kultura pred
40 leti otrok. Evropska kultura se obnaša tako neumno, da je to lahko samo puberteta ali pa senilna demenca. Pa je vedno dodal, srčno upam, da je puberteta, ker bo menila, če senilna demenca je pa naše kulture, gre pa k koncu. Jaz tudi tako ponavljam. In zato pravim, kakšna je pot iz tega? Veseliti se življenja, advent. Veseliti se življenja in iskati razloge za radost, rad imeti ljudi, rad imeti življenje in upanje v mlade, tudi upanje v ljudi, ki se motijo. Kdor je delal z ljudmi na starost, ki so se zelo motili, ki so bili ubijalci, likvidatorji, ki so bili zelo hude stvari delali, ki so bili krivični do svoje otroka, recimo. Bom primer povedal. En možakar, ki mi je rekel, pa hčerki to še prej povedal, pa meni, na zadnje dni življenja. Je rekel, glejte, jaz sem si zelo motil. Cel življenje sem na sina, moj sina pa hčerko, veliko dal in on je vse, hčerko sem pa vedno imel, preziral pa za manj vredno imel. Zdaj, ko sem pa bolan, pa bom umrl, hčerka me neguje, pa sem je to krivic naredil. Pa si jo, se vzel sem vprašal, pa rekel, sem si opravičil, krivico sem je cel življenje delal. Ta ista hčerka bi pa pripodvala. Moj oče mi je dal par dni pred smrtjo, ko si se vzame opravičil, da mi je krivico delal, več kot je dal sinu, ki ga je cel življenje protežiral. Ker sin je bil razvajen, ki je svojo svobodo zlorabljal, stvarmi, s katerimi smo se mi ukvarjali, a drži, od alkohola. Hčerka je pa iz svojih krivic in trpljenja, ki jih je trpela desetletja, pa je nosila vse, poslušajte pa, s kljubovalno močjo v trpljenju zrasla v čudovito žensko in ko si oče opravičil, pa na koncu je tudi on zrastel, on je srečen umrl, na koncu ona pa zadovoljna in ni mogla tega očeta, koliko je dal. Na koncu življenje je dal pa tako kot sinu. Samo sina je še razvadil, da je slabo skozi prišel, pa potem mlad umrl, sorazmerno, a ne, v svoji zasvojenosti pa v mami, medtem ko hčerka, morda še višji zdaj, ne vem. Mojih let morda je bila takrat, to je že veliko let, kar imam ta primer. Tako da zdravilo je potrpežljivost. Rečejo ljudje, potrpljenje je božja mast, revež pa kdor se mora z njo mazati. Vsi se moramo z njo mazati. Vsi se moramo z njo mazati. Frankl je zelo dobro vedel, da kadar se nič ne da narediti, takrat se da utrjevati zaupanje. In če je v Evropi zdajle mrak, kar se tiče nekaterih temeljnih etičnih usmerjenosti, družina, življenje, spol, potem je treba v tem mraku zelo študirati, zelo delati, preventivno, za kakovost življenja in sožitja, kar se pa tiče sebe, pa potrpeti in iskati razloge za upanje. To je moje prepričanje, več pa vam ne znam povedati. Danes je god Aleksandrijske svete Katarine, ne bi bila priprošnjica za zdravo pamet. Bog, je zdaj. In, dobro, da bi jo tudi meni dajala. Vsak dan molim Svetemu Duhu, zapravi v meni pamet, vsak dan. Tudi moja mama je. Naj bo torej današnja godovnjakinja priprošnjica, da bi imeli modrost, da bi imeli dovolj dobrih izkušenj, da je življenje sveto in hvala lepa za vse misli,
profesor dr. Jože Ramovš, in v naslednjem letu znova upam na vsaj 6 radijskih srečanj z vami, znova ob torkovih večerih. Vse dobro, pa Vse srečno dobro. novo leto, če se prej ne vidiva. Ja, pa reciva, naj bo duhovno bogat, poglobljen in tudi radosten advent. Advent, ja, to pa sva rekla, da to Tako. pa je naša naloga starcev. Hvala za pogovor, lahko noč. Lahko noč. Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star. Oddaja za lepše sožitje med nami.